Tako, dragi brat, draga sestra, Bog nas vzgaja. Juhej! Ja, dobrodošli v šoli Božjega odrešenja, šoli Božje ljubezni. Takole, glejte, Bog resnično je čudovito vzgojitelj. Danes dva primera iz Stare zaveze, ljudstvo v Stari zavezi, Mojzes, izvoljeno ljudstvo, in Jezus in farizeji in učenci in vsi, ki so ob njem. Šola Boga. In glejte, res čudovit trenutek in zelo svet trenutek in zelo na mestu trenutek, da smo prav s Patrom Pijem tukaj, pri tej sveti maši, tako živo zdaj. Učencem, ki je resnično dal vse Bogu do konca, brez šparanja. Učencem, ki je večkrat rekel, kdo si ti, Jezus? Pa bi se zdaj tukaj malo stavili. Nerganje, nezadovoljstvo, naveličanost, nezaupanje. Vse preveč imamo tega vsakodnevo. Vse preveč nas razjeda ta črv samoodreševanja, samokontroliranja, samoobvladovanja. Ja. A zaznavate, kako nas to razjeda? In glejte, prav takle trenutek, ko svetniki pridejo k nam naproti, ko nas Bog prehiti svojim zakramentom, svojim objemom, to pa je milost tega časa. Cel čas so na voljo spovedniki, da bomo res pomagali takole živo priti k Bogu, tako zares v tem Božjem usmiljenju, da se do konca res zgodi, Bog, tukaj sem, tvoj sem. Pa ker smo še na zemlji, pa ker so naši svetniki bili na zemlji in zelo po moje se zabavajo, včasih se zelo zjokajo, ko gledajo nas. Poglejmo zdaj malo, kako nas res Bog vzgaja. Kako je ta šola? Poglejmo ene par lekcij. Najprej pejmo k našemu bratu Jezusu. Kako potrpežljiv, kako iskriv je do človeka, ki ga tako dobro pozna. Kako živ, kako konkreten je do Boga Očeta, ker ga tako dobro pozna. In ob njem se začnemo zbirati. Zbirajo se najprej učenci. Ti učenci dišijo po resničnosti življenja, ki ni nič prikrajšano s kakšno bolečino in solzo in kakšno trdo besedo in opominom, ki ni nič prikrajšano, da se ne bi razveselili, da se ne bi poveselili življenja. In Jezus vzgaja te svoje učence z zgledom, s besedo, med sabo jih tako tudi pusti, da se malo med sabo mečken oklešejo, otešejo, si povejo stvari, ampak vsega skupaj jih uči, to delaj, to počni iz ljubezni. Ljubite se med seboj. Ja. Jezusova šola. Privlačno diši, ljudje prihajajo k njemu, privlači, a Bog ostaja živ. Učenci večkrat ne morejo razumeti, presega vse skupaj to njihovo razumevanje, čutenje, a Bog ostaja z njimi. Jih ima rad. Gremo v drugo šolo.
tako bolj meseno. Naš dragi brat Frančišek. Kaj vse ni naredil, da mu ne bi ploskal, da ne bi bil uspešen, da ne bi bil potrjen, ljubljen kot fant. In ko zazna, kje resnično je njegova ljubezen, kaj naredi? Naredi to, kar mu Bog govori. Zelo konkreten je, zelo konkreten. Prisluhne, gre v njega in naredi. Lotil se je celo zidat, pravijo, pa ni bil zidar, nikoli ni zidal. Ja, to ti Bog, Bog ti sprovocira, da narediš to, kar je tvoje, da daš naprej. In veste, kaj je veličina? Da je videl, da z Bogom živeti ne moreš kar nekaj si prisvajati Boga. In zato je bil zelo trd do sebe. Trd zaradi tega, da bi resnično okusil iz umankanja, ko je bil lačen, ko ga je zeblo, ko je bil sam, da bi rekel, v vsej resnici Bog, varuj me, Bog, moj Bog, kje si, Bog, kako poskrbiš za mene. In lejte, kaj je super, da iz te privlačnosti, ki je bil tako živ z Bogom, so prišli k njemu bratje. In iz tega je on tudi svetnik, ker ima ob sebi konkretne ljudi. In ti bratje so ga sprašvali, pokaži nam, kako moliš. Frančišek, zakaj se tako postiš? Zakaj se tako moramo postiti? Veste, kaj jim je delal ta naš dragi brat? Večkrat je svoje brate peljal na kar precej nevarne kraje. Mogoče bi zelo zdaj, kar beremo, pa vemo, rekel, izzival si Boga, dragi brat. Peljal jih je na previse, na prepade, bili so lačni. In takrat je rekel, zdaj šele lahko molim, zdaj šele lahko molimo zares, varuj me, o Bog, Bog, moj Bog, rad te imam, ker poskrbiš za mene. In celo življenje je nekako razumel, Bog rad bi ljubil tako, kot ti ljubiš, rad bi trpel tako, kot ti trpiš. In zdaj mu je Bog podaril. Ker je bil on konkreten do Boga v tej šoli, je tudi bil Bog konkreten do njega. In mu je dal vidna znamenja. Stigem ljubezni, kot je ljubil Kristus, tako je ljubil Frančišek. Bliže je ta šola nam, ne? Pejmo še v eno šolo. Šolo drage naše cerkve. Naša čudovita cerkev. V nedeljo smo začeli tiho nedeljo. V marsikateri cerkvi se je zagrnilo, razpelo, živ Kristus na križu. Zopet cerkev pomaga mi, da češčenje križa, da ko pogledam na križ, da ni to nekaj mimogrede, da ni to nekaj kar, ok, Jezus gor visiš, ampak da se resnično zgodi iz te ljubezni, ki mi jo je Bog dal, da mu jo tudi jaz vrnem. Te pogledam Kristus, te gledam Kristus, te želim gledati Kristus. In zato imamo zdaj mečkano cerkvi zagrnjeno, mal trda šola je zdaj. Zagrinjalo, da bomo videli, kaj nam manjka. Da bomo videli, kako res začnemo hrepeneti po odrešenskem pogledu Boga, ki res spremeni življenje. Ja. Poglejte, kako nas draga cerkev naša čudovito vzgaja. Kakšna trda lekcija. Prav zdaj smo v njej, vsi skupaj. Pejmo še eno lekcijo skupaj pogledati. 3 leta je, kar je papež Frančišek izvoljen. In letos se toliko govori o njem, že cel čas sicer, kdo je Frančišek, kdo je ta papež?
Kdo je naš papež? Le kaj počne, ko gre takole v zapor, k zapornikom, ko objame invalida, otroka, ko uide iz nadzora vsem varnostnikom. Le kaj ga žene v to življenje, v to konkretno življenje, našega življenja. Lejte, to je ta iskrivost, ki jo tudi on večkrat pokaže do Boga in do nas. Videli smo ga že, kako je pokleknil pred spovednico in se spovedal. Vidimo ga, kako moli, kot res tako zaupljiv otrok, ki kliče k Bogu. Slišimo ga, ki nas povabi, molite za mene, blagoslavljajte me. Poglejte, kako je to vse povezano. In Bog, lejte, po njem ozdravlja našo drago sveto cerkev. Da postaja res človek, priložnost, možnost, da greva skupaj k Bogu. Da postajava sveta, da sva svetišče Boga. Kako čudovita šola. In pejmo še k našemu dragemu Piju. Sam bom zdaj malo oseben, pa mi dovolite, ker imamo tukaj kapelo, res čudovita kapela, počasi se tudi oblikuje v svetišče, da je res duh Boga navzoč prav po patru Piju, ki je tako bil živ, tako otroško direkten z Bogom. In ko gledam, ko prihajate v to kapelo, ko se lahko umirite, ko lahko izročite, ko lahko se zjokate, ko se lahko nasmejete, ko lahko z nami, brati, molite, Bog se veseli, nebesa vriskajo, svetniki, si predstavljate, kaj delajo. Ker že nam tako zdaj tukaj v tem trenutku tako živo, da smemo biti lej Bog tvoji. In ko je naš dragi brat Pi tako bil živ z Bogom, je bil resnično privlačen. K njemu so se stekali mnogi bratje in sestre. In počas jih je iz svoje šole, ki se je učil, kako Boga imeti rad, tudi on postal, da je rekel, ljubimo Boga, dajmo mu vse, ne šparej se. In iz tega, ki je bil tako konkreten, lejte, Bog mu je v tisti čas pokazal, da naredi celo bolnico. Zato, da bi lajšal stisko človeka, da bi bil bliže s človekom in da bi človek bil bliže z Bogom. Glejte, kako Bog vse naredi, da bi ga imeli radi, da bi bili z njim, da bi se iz te šole resnično sprostili, mu zaupali in mu rekli, Bog, tukaj sem, tvoj čudovit otrok. Zdaj bi rad z vami na koncu vsakim posebej zmolil Pijevo molitev, ki jo je molil po obhajilu. Tako, vi, ki ste tukaj v cerkvi, res veliko nas je, imate v klopeh zadej je ta molitev. Vi, ki ste pred radijskimi sprejemniki, pa molite z nami, tako, zaprite oči, zahvalite se Bogu s tole čudovito molitvijo, ki jo je Pi molil, ko je bil v tistem najbolj svetem trenutku obhajila živega Jezusa v njem. Pa takole, kdor ima, skupaj zmolimo. Ostani z menoj, Gospod, ker sem slaboten, potrebujem.
Ostani z menoj, Gospod, ker si ti moja luč in sem brez tebe v temi. Ostani z menoj, Gospod, da bom slišal tvoj glas in bom hodil za teboj. Naj bo evharistično obhajilo luč, ki odžene temo, moč, ki me podpira in edino veselje mojega srca. Ostani z menoj, Gospod, ob moji smrtni uri. Amen. Sveti Pater Pij, prosi za nas. Amen.